Dobrodošli v posebni miniseriji Kozmo podcastov, ki smo jih pripravili v letošnji ediciji Kozmo Beauty Awardsov in v kateri bomo gostili lepotne strokovnjake in navdušence, ki se tako kot jaz ali pa Kozmo uredništvo navdušujejo nad lepotnimi izdelki in novostmi. Naša prva gostja je Tajka Selan, strokovnjakinja za področje kozmetike in nege kože, tudi lanskoletna žirantka izbora Kozmo Beauty Awards in za Kozmo uredništvo velikrat vir informacij, nasvetov in lepotnih novosti. Tajka je svoje znanje pridobivala na dodiplomskem študiju kozmetologije na Fakulteti za farmacijo in na magistrskem študiju industrijske farmacije. Je avtorica strokovnega bloga o kozmetiki kozmedok.si in soavtorica prvega slovenskega vodiča o sodobni kozmetiki in negi kože, ki nosi naslov Živjo, lepa koža. Tajkine vsebine, ki jih v sklopu želje po predaji znanja o kozmetiki in negi kože deli na svojih družbenih omrežjih in istoimenskem blogu, so vedno podprte z najnovejšimi znanstvenimi dognanji. Kot sama pravi, je njeno poslanstvo znanstvena dejstva predstavljena na poljuden, enostaven in razumljiv način, da bodo razumljive vsem, ne samo stroki. Tukaj se jaz zelo strinjam, ker Tajkine nasvete zelo da preberem tudi sama, se obrnem na njo, njene objave za nove izdelke, tako da živjo Tajka, živjo lepa koža. Živjo Nataša, hvala za povabilo in pa hvala za lepo predstavitev. Z največjim veseljem si prva gostja tega lepotnega podcasta. Danes bova govorili predvsem o negi kože v ne samo pomladnih in poletnih mesecih, torej o zaščiti pred soncem. Zakaj sem rekla ne samo poleti in pomladi? Ker vemo, da je treba kožo zaščititi skozi vse leto. Ti boš mogoče zdaj povedala malo več, zakaj jo je treba sploh zaščititi? Ja, zaščita kože pred soncem je nekaj mogoče, s čimer se ukvarjamo šele v zadnjih letih oziroma bolje razumemo v zadnjih letih, kaj so tisti negativni učinki UV sevanja in zakaj je ta zaščita pravzaprav potrebna čez celo leto. Če najprej naredimo en uvod, da bomo sploh razumeli, zakaj se torej zaščititi skozi celotno leto, ne samo, ko smo na dopustu ali pa v hribih, je zato, ker sonce oddaja UV sevanje. Zdaj, UV sevanje je prisotno tudi, ko sonca ni na spregled. Torej tudi na dni, ko je zunaj oblačno, tudi na dni, ko je tako ljubljansko, megleno vreme. Skratka, UV sevanje je prisotno v bistvu 365 dni v letu. Zdaj, seveda je na dni, kot je današnji, torej ko je zunaj sonček, je UV sevanje seveda močnejše, kar pomeni, da je naša potreba po zaščiti seveda višje tveganje tudi za poškodbe kože. Na dni, ko načeloma sonce ni na spregled, je UV sevanje nižje, še vedno pa to ne pomeni, da ga ni. Zato v bistvu zagovarjamo to, da se dejansko skozi celo leto ščitimo pred UV sevanjem. Tudi vse relevantne institucije, vsi dermatologi pravzaprav zagovarjajo to, da se zaščita pred soncem uporablja na dnevni ravni, torej da na dnevni ravni uporabljamo kremo z zaščitnim faktorjem minimalno SPF 30. Zakaj se ščitimo? Zato, ker si želimo najprej v bistvu nekih pozitivnih učinkov na naše zdravje. Vemo, da je UV sevanje znan povzročitelj kožnega raka in pa številnih drugih poškodb kože, ki se v bistvu ne izrazijo morda takoj, ampak potem na stara leta že lahko tam po 40. letu začnemo opažati prve negativne učinke UV sevanja, ki se pa čez leta akumulirajo v koži. Torej, zaznamo lahko prve globoke gube, recimo nastanek pigmentnih madežev, rdečice, popokanih kapilar, take grobe usnjate kože, tako da to v bistvu vse potem pride sočasno z nekako nezaščitenim izpostavljanjem UV sevanju tekom let. Ok, ker smo ravno pri UV sevanju in potem tukaj pomislimo še na UV žarke. Velikrat vidimo ali na embalažah izdelkov ali v kakšnih člankih o teh žarkih, UVA, UVB, pa se mi zdi, da tako nekemu laiku, tudi meni še pred letom ali pa dvema ni bilo to nek poznan izraz, sem vedela, da gre za žarke, kakšne, kdo ve. Tako da mogoče za tiste, ki naj jo poslušajo, mogoče tudi gledajo, kaj je razlika med UVA in UVB žarki? Ja, UV sevanje načeloma delimo na 3 spektre. Imamo UVA žarke, UVB žarke in pa UVC žarke. Zdaj, UVC žarke lahko kar pozabimo zaradi tega, ker jih zadrži ozon in načeloma ne pridejo na zemljo, kar pomeni, da za nas niso škodljivi. Bi pa v primeru, da bi prišli na zemljo, bili najbolj škodljivi, ker prodirajo najbolj globoko v koži. Ampak dajmo jih pozabiti, ker mislim, da sta že UVA pa UVB spekter zelo kompleksna. UVB žarki si na podlagi te zadnje črke B lahko predstavljamo kot burn.
Torej, UVB žarki povzročajo opekline kože, povzročajo eritem, ko smo mi izpostavljeni soncu nezaščiteno, razvijamo rdečico na koži, lahko opekline, mehurje, tudi potem luščečo kožo in hkrati potem pride pri določenih fototipih kože do tega, da se ta rdečica potem pretvori v neko porjavelost, pri tistih svetlih fototipih kože pa se ta rdečica potem samo pojenja, pa se ne spremeni v neko zagorelost oziroma v nek ten. UVB žarki načeloma predstavljajo manjši delež UV sevanja, ampak so zelo močni, prodirajo pa v bistvu ne tako globoko v kožo, bolj površinsko, zato pač povzročajo opekline. UVA žarki na podlagi končnice A si lahko predstavljamo aging. UVA žarki so pa tisti, ki predstavljajo v bistvu večino spektra UV žarkov in prodirajo globoko v kožo, kar pomeni do nekako srednje plasti oziroma tudi do najgloblje plasti kože in tam dejansko uničujejo ključne komponente kože. Tukaj govorimo o negativnih učinkih na kolagen, na hialuronsko kislino, na elastin, skratka na beljakovine v koži, hkrati pa potem tudi na kožne celice in pa na dedni material. UVA žarki v koži povzročajo tudi en negativen učinek in to je, temu rečemo oksidativen stres. Oksidativen stres pravzaprav pomeni, da se v koži tvorijo spojine, ki skratka, to celotno reakcijo generirajo. Torej pride do nekih negativnih učinkov recimo na kolagen, na proteine, na maščobe v koži, na celice in ta v bistvu reakcija se samo ponavlja, zato ker se ti radikali v koži množijo. In ko pride do oksidativnega stresa, to pomeni, da je to zelo negativno, ker pomeni, da pride do razgradnje v koži, do razgradnje teh ključnih komponent, kar lahko vodi v te procese staranja in pa na vse zadnje tudi v nastanek kožnega raka zaradi nekih mutacij dednega materiala. Ampak UVA so tisti, ki starajo, UVB so tisti, ki povzročajo neko takojšnjo vidno poškodbo, ker učinkov UVA žarkov ne vidimo takoj. Vse to je ravno ta glaven problem, zaradi česar se mogoče ne zavedamo toliko, kako škodljivo je pravzaprav UV sevanje. Mi ne vidimo tega učinka danes, pa ne jutri, ampak čez 20-30 let, ko se to skupaj nakopiči v dovolj veliko količino poškodb, da se ta izrazi potem na površini kože. Tole je zelo zanimivo, ker se mi zdi, da marsikdo je našel sončno kremo do par let nazaj, pa marsikdo še vedno samo na morju, samo v gorah, ker mogoče nočejo biti upečeni, pozabljamo pa na ta del staranje. Se mi zdi, da, pa ne vem, zato ker se vrtim okrog takih lepotnih strokovnjakinj pa navdušenk, da zadnje čase moje prijateljice vse nanašajo SPF skoraj vsak dan, ampak ne zaradi tega me bo sonce opeklo, ampak nočem imeti gubic. Tako da se mi zdi, da je prišlo to znanje že malo naprej. Ja, absolutno, mislim, je zelo pomemben estetski vidik, absolutno, ampak tudi z vidika nekega zdravstvenega spektra, pač negativnih učinkov pred UV sevanjem se tukaj ščitimo. Sej to zdaj v bistvu, ker vem, kako se sliši, da ko rečemo vsak dan uporablja zaščitno kremo, marsikdo bo rekel, vi ful pretiravate, to ne rabi nihče. In dejansko na dni, ko je oblačno, je dejstvo, da pač zaščite pred UV sevanjem ne rabimo nujno. Na sončne dni je absolutno nujna, to v bistvu vse smernice tudi zagovarjajo, torej ko je UV indeks nad 3, se je že potrebno zaščititi pred UV sevanjem. UV indeks lahko preverimo v vsaki aplikaciji za preverjanje vremena, to lahko preverjamo dejansko na dnevni ravni. Tako da, ko so nižji UV indeksi, dejansko govorimo o tem, da se ščitimo zgolj iz estetskih vidikov. Ko pa je UV indeks na 3, pa se dejansko že ščitimo iz zdravstvenega vidika. UV sevanje ima načeloma tudi neke pozitivne učinke na naše telo, ne samo na kožo. Skratka, izpostavljanje soncu je dobro zaradi tega, ker vpliva na naše pozitivne hormone v telesu, ker spodbuja baktericidno in fungicidno delovanje, ker na vse zadnje spodbuja sintezo vitamina D3. Je pa res, da je ta meja med izpostavljanjem oziroma med tveganjem pa koristmi pri izpostavljanju UV sevanju zelo tanka. Tega se ne zavedamo. Recimo, jaz in ti, ki sva relativno svetlopolti, pa verjetno večina poslušalcev Kozmo podcasta se bo uvrstila v to kategorijo, smo lahko na soncu maksimalno 7 do 15 minut, preden se v bistvu koristi prevesijo v tveganja. In tukaj potem pa je zelo tanka meja in govorimo, da se bolj se splača zaščititi, kot pač ne uporabljati zaščite. Ampak to še vedno ne pomeni, da je potrebno iti v nek ekstremizem in
biti vampir in se zapreti v jamo in živeti v jami. Absolutno ne, vsi lahko varno uživamo na soncu in še vedno imamo neke pozitivne učinke uvesevanja, je pa mislim, da smiselno, da se pri tem pač ustrezno zaščitimo na podlagi vseh priporočil, ki jih poznamo. To je kar kratka doba, 7 do 15 minut, se mi zdi, da greš na kavico, vitamin D, bom tukaj le malo na sončku se mrtinčkala, a imaš SPF gor? Jaz sem sama pri sebi opazila, da me ful zmoti sonce, če sem predolg na njemu, tako da če sem kje tako res na kakšni kavici, pa da sonce direktno vame, grozno. Prejšnji teden smo šli na kosilo in sem se, seveda, vedno mi rata se usesti direktno na sonce. Sicer sem imela SPF, ampak brez očal, tako me je motil, prav čutila sem to je pa dala že malo too much. Ja, se mi zdi, da potem, ko prideš do te točke, da se zavedaš nekih tveganj, ki s tem pridejo, ti tudi ni prijetno več direktno sedeti na soncu. To je tudi eden izmed ukrepov, ki jih svetujemo načeloma kot spekter zaščite pred soncem, ker zdaj mogoče spekter zaščite pred soncem mi lepotni navdušenci malo preveč posplošujemo samo na ta predel nege kože, torej na dejansko nanos kreme z zaščitnim faktorjem na dnevni ravni, ampak pred UV-sevanjem se lahko v bistvu zaščitimo tudi na druge načine. Najprej to, kar si rekla, torej, da se ne izpostavljamo direktno soncu, ampak pač se probamo zadrževati v senci oziroma nosimo zaščitna oblačila, pokrivala oziroma absolutno tudi očala dosti pripomorejo pri nekako zakrivanju večjega dela obraza, ampak kot rečeno, mislim, da večji del zaščite dejansko odigra to, da nismo direktno na soncu, sploh v tistih nekih kritičnih urah med 10 pa 16 uro in pa da nosimo seveda zaščitna oblačila in pa ves ta spekter, ki pokriva nekako izpostavljene predele kože. To je bilo tudi eno izmed mojih naslednjih vprašanj. Kaj še lahko naredimo, da se zaščitimo pred sončnimi žarki, pred UV-sevanjem? Rekli smo očala, kakšna pokrivala, a je še kaj tazga? Ja, UV zaščitna oblačila načeloma, skratka vsa oblačila, ki imajo neke dolge rokave, ki pokrivajo tiste večje izpostavljene predele kože, so zelo smiselna. Recimo, ko smo pa na morju, na supu, v hribih, je pa mogoče smiselno, če veliko nekih aktivnosti na soncu izvajamo, je pa smiselno potem razmisliti tudi o UV zaščitnih oblačilih, ker je to še neka dodatna zaščita. Poanta je, da probamo pokriti čim večje predele kože, torej da čim manj kože dejansko izpostavljamo UV-sevanju, pa dejstvo, da obraz je zelo tako delikatno področje, ki ga zelo težko prekrijemo v celoti in zato spodbujamo v bistvu dnevno uporabe kreme z zaščitnim faktorjem na obrazu, če ne druga, niti ni nujno, da na drugih predelih, koliko je pač obraz res tisti kritičen, ki je vsakodnevno najbolj izpostavljen. Pa ko smo ravno pri UV, pred kratkim sem na tvojem Instagram storiju videla ene posebne rokavičke. Večina verjetno tudi poslušalk, gledalk hodi na nohte. In ko mi delamo te nohte, geliš, dajemo svoje prstke pod UV lučko. Same pomanjševalnice sem zdaj uporabljala. Kaj pa s tem UV-sevanjem? Ti sem videla, da si uporablja rokavice, a je to res škodljivo? Kaj je zdaj na tej stvari? Ja, to je zelo kompleksna tematika, ki mislim, da še sploh ne poznamo v celoti. Zato v bistvu to, kar zdaj tukaj predvidevamo, so zgolj neka špekuliranja na podlagi teh študij, ki jih trenutno poznamo. Skratka, kar vemo je, da UV-sevanje je znan povzročitelj kožnega raka, je znan karcinogen, kar pomeni, da se mu idealno nekako v večini izogniti. Seveda, pač dnevno migriramo pod UV žarki in pač temu se jasno tudi ne moremo izogniti. Je pa res, da seveda pač vse neke relevantne inštitucije odsvetujejo recimo uporabo solarjev, kjer smo absolutno izpostavljeni direktnemu UV-sevanju, brez zaščite, z namenom pač pridobivanja neke zagorelosti kože, ki ne zagotavlja oziroma ne naznanja tega, da je naša koža zdrava, ker zagorela koža je poškodovana koža, ne zdrava. Uporaba UV lučk je pa dejstvo, da tudi lahko negativno vpliva. No? Glede na to, da se zdaj mogoče število uporabnic gel manikur seveda povečalo v zadnjih letih, ker je seveda zelo praktično, da hodiš na manikuro na 3 tedne, ne da vsaka 2 dni lakiraš nohte, se seveda potem številni strokovnjaki sprašujejo, če to tudi lahko nekako negativno vpliva oziroma prevesi spet neke koristi v tveganja. Zdaj, v zadnjem času je išla študija, ki je mogoče dvignila spet malo prahu iz tega področja, ki se je mogoče malo pometlo pod en predpražnik,
ki dokazuje načeloma, da ja, seveda izpostavljanje nohtov pod UV lučkami lahko poveča tveganje za nastanek kožnega raka na predelu dlani oziroma pod nohti. Je pa res, da gre tukaj za izpostavitve, ki so vseeno relativno kratke, hkrati pa je moč teh UV lučk vseeno ni tako intenzivna. Zdaj neke špekulacije so, da bi morali hoditi, ne vem, v življenju vsaj 500-krat na nohte, da bi potem se povečalo tveganje za nastanek kožnega raka, ampak kot rečeno, to so neke manjše študije, narejene so najprej na kožnih celicah, ne pač na dejanskih uporabnikih, na kožnih ljudeh. Vseeno je treba razumeti, da in vitro študije, torej na celičnih kulturah, niso vedno čisto aplikativne na in vivo študije, torej študije na ljudeh. Ko bomo imeli večje študije, epidemiološke študije na ljudeh, bomo lahko z gotovostjo trdili, da UV sevanje oziroma pač UV lučke povečajo tveganje za kožnega raka ali pa ne. Zdaj lahko v bistvu samo nekako predvidevamo iz teh študij, odvisno kako si razlagaš v bistvu študijo, če je pač v svoj prid, potem pač se odločiš, da boš še vedno hodil na nohte, pa se boš potem pač takrat, ko greš, zaščitil. Ja, skratka, glede UV rokavičke. Meni se zdi, da vsaj kot neka lepotna skupnost je prav, da spodbujamo pametno ravnanje oziroma pametno obnašanje na soncu in pa ob vseh virih UV sevanja. Torej, da odsvetujemo solarje, hkrati pa, da tudi, če se odločimo za neko tvegano aktivnost, kot so recimo nohti oziroma geliranje nohtov, da se takrat poskušamo zaščititi. Jaz že v bistvu leta uporabljam pred manikurami vedno neko zaščitno kremo na dlaneh. Jasno je, da je to zelo nerodno tudi za izvajalke manikur, ker je seveda mastno lahko potem v bistvu negativno vpliva tudi na sam nanos gela, geliša. Ampak se mi zdi, da tukaj je pač nekako vredno vzeti to tveganje in se vseeno pač zaščititi pred v bistvu samo manikuro. Kar se tiče rokavičk, so v bistvu najbolj praktična izbira, ker zaščitijo večinski del roke, ki je izpostavljen. Seveda nohti žal niso zaščiteni, ampak pač kožni rak lahko nastane tudi v bistvu na nohtu pod nohti, tako da ja, tega predela žal ne moremo zaščititi. Tukaj je vseeno neko tveganje, ampak UV rokavičke so zagotovo ena odlična izbira v bistvu za zaščito dlani. Zakaj tudi ne samo mogoče iz vidika tveganja spet nastanka kožnega raka, ampak tudi zato, ker dejansko ne vem, če smo se kdaj zavzeli, recimo kakšne zvezdnice, ko super starejše, ki super izgledajo v obraz, potem pa pogledamo dlani, pa se vidi v bistvu, da je koža zelo postarana. To je v bistvu postarana zaradi UV sevanja, ne zdaj nujno zaradi UV lučka, ampak tudi nasplošno zaradi izpostavljanja soncu in na dlaneh se te poškodbe najhitreje poznajo. Najhitreje se izrazi, da je taka groba koža, da so neki pigmentni madeži, nepravilen ten in to lahko zelo elegantno potem v bistvu rešimo za uporabo nekih UV rokavičk ali pa vsaj za uporabo zaščitne kreme, preden gremo na manikuro. Tako da je pa pomembno, če se odločimo za rokavičke, da najdemo take, ki imajo UV certifikat, zaradi tega, ker drugače nimamo nobenega zagotovila, da nas bodo dejansko zaščitile pred UV sevanjem, potem je boljše, da zberemo raje zaščitno kremo. Okay, zelo izčrpno. Si pa vmes omenila tudi solarij. Zdaj tak en intermezzo pri teh najnih vprašanjih, a si bila kdaj ti v solariju? Ne, na srečo. Kaj pa tako, kaj pa ostale te aktivnosti, ki negativno vplivajo? Si sedaj prekomerno izpostavila soncu, brez sončne kreme, si nanašala kakšne marmelade za hitrejšo porjavitev? Mislim, absolutno smo imeli vsi v najstniških letih verjetno te faze, ko smo se nezaščiteno izpostavili soncu, ko se je zdelo, da je zagorela pol tisti ideal, se še vedno je, ne? Ideal naše kulture je to, da si zagorel, ker si bolj privlačen zaradi tega, ampak kot sem že prej vmes omenila, je zagorela polt pa škodovana polt, tako da tudi jaz sem guilty v svojih najstniških letih. Mi je seveda žal za to, ampak kot vedno lahko potem za nazaj rečeš, če bi imel včasih znanje, ki ga imam danes, ne bi tega, ampak po to, če zvonite prepozno, tako da danes pač delam napolno na tem, da se pač ustrezno zaščitim pred UV sevanjem, da z morja pridem z istim telom, kot sem šla. A veš, da še zdaj velikokrat slišam, ko mi čaka morje, bom malo bolj rjava. Ja, se tudi jaz sem sama sebi mogoče, tako je malo drugače, pa saj tako rečeš, ok, vice, da sem bila na morju, ampak, kot si rekla, zagorela koža je poškodovana koža, tudi ni mi lepo, da sem cela črtasta od kopalk in vem, da ni ok. Se pa spomnim, recimo, ko sem bila jaz majhna, moja teta
na morju se ni polivala z sončno kremo, ona se je polivala z raznimi olji in je bila na plaži cel dan. Ja, to je včasih bil standard. Če se spet prideva do tega, če bi imeli znanje, ki smo ga imeli, oziroma ki ga imamo danes, bi bilo drugače. Še 20 let nazaj ni bilo tega znanja. Še 20 let nazaj se nismo zavedali, kako zelo negativno lahko uvesevanje vpliva na naše zdravje. Zdaj se zavedamo, ko se začenja, oziroma ko se vsako leto število diagnosticiranih primerov kožnega raka veča. Zdaj se zavedamo teh učinkov, pa seveda pač kožni rak ni nekaj, kar lahko prizadene samo nekoga po 60. 70. letu, lahko prizadene tudi nas. Tudi zelo mlade lahko prizadene, lahko imate že v 20 letih diagnozo kožnega raka. Pač tukaj res... sonce ne izbira, tako da pač pazljivo. Ok, zdaj so poslušalci sigurno se ozavestili in vejo, da je treba uporabljati sončno kremo, ampak kako pa jo pravilno uporabljati? Kakšno količino nanesti, kdaj, kje, kam, kako pogosto? To je nekaj, o čemer ti že ozaveščaš. Jaz to zdaj že, se mi zdi, da veliko vem, da pa zdaj še za vse poslušalce. Ok, skratka, ja, kot sva že v začetku rekli, torej krema z zaščitnim faktorjem je zelo fajn, da je na našem urniku uporabe na dnevni ravni. Predelali smo že tudi zakaj. Idealno je, da uporabljamo kreme z zaščitnim faktorjem minimalno 30, čeprav jaz, pa tudi mislim, da večina strokovnjakov bi me podprla pri tej trditvi, svetujemo uporabo SPF 50+. Zakaj? Uporabniki večinoma uporabljamo premalo zaščitne kreme in s tem se zgodi to, da zaščitni faktor pade. Če mi recimo uporabimo polovico priporočene količine, bova še prišla do to, kaj je priporočena količina, ker tukaj vse sezuje, se zaščitni faktor zmanjša za več kot polovico. In s tem spet je neko tveganje nepotrebno, da imamo nižji zaščitni faktor oziroma da smo zelo minimalno zaščiteni. Zato recimo, če pač SPF 30 vzamemo, ga premalo nanesemo, imamo samo še SPF 15. Recimo, če imamo SPF 50+, imamo vseeno večje verjetnosti, da smo boljše zaščiteni. Tako da to je prva stvar, izbira zaščitnega faktorja, torej jaz zagovarjam SPF 50+. Druga stvar pa je, ja, seveda nanos v pravilni količini. Pravilna količina za zaščitno kremo je 2 polna prsta, 2 črtici zaščitne kreme. Tukaj kar vse malo, kako naj nanesem takšno količino zaščitne kreme, kako se to sploh pija, nisi pol ful bel. Skratka, milijon enih vprašanj se pojavi tukaj, kar je logično. Noben nam v bistvu ne pove tega, da se zaščitna sposobnost kreme meri na količini 2 mg na kvadratni centimeter kože. Če to prevedemo v neko številko, to pomeni, da recimo na enkraten nanos rabimo 1,1 grama ali pa 1,25 ml zaščitne kreme. To je 1/4 čajne žličke. Če imate merilne žličke, je to absolutno bolj verodostojno, kot da merimo z metodo 2 prstov, ker je odvisno malo od konsistence zaščitne kreme. Tiste bolj tekoče bomo zelo težko odmerili z metodo 2 prstov, tiste gostejše bomo mogoče dali malo preveč. Tako da je pač fajn v začetnih fazah mogoče se lotiti z merilno žličko, videti z našo najljubšo zaščitno kremo, koliko je tista količina, potem pa, ko vemo, je seveda lažje. Tako da ja, ta količina je tista, ki je ključna za to, da nas zaščiti s takšnim faktorjem, kot je naveden na embalaži. Torej, če imamo SPF 50+, nanesemo 2 prsta, imamo dejansko SPF 50+. Kar se tiče števila aplikacij, oziroma kdaj sploh nanesti sončno kremo, idealno je, da sončno kremo nanesemo vedno zjutraj, torej kot zadnji korak rutine nege kože. Tukaj se mi zdi, da se uporabnice znajo hitro zaciklati, v katerem koraku zdaj nanesti zaščitno kremo, ali jo nanesti pred kremo, ali jo nanesti po pudru, skratka to enih dilem, spet v kateri fazi jo nanesti. Vedno najprej zjutraj očistimo kožo, nanesemo serume, vse kreme in zadnja faza v našem negovalnem ritualu je nanos kreme z zaščitnim faktorjem v pravilni količini. Potem je idealno, da počakamo kakih 5 minut, da se zaščitna krema fajn vsede v kožo, da se vpije, da mi ne zmotimo tega zaščitnega filma, dokler se pač ti UV filtri vsedajo, dokler se pač tvori neka zaščitna plast. Potem pa nanesemo ličila. Skratka, to je že tista prvi nanos in jaz še vedno zagovarjam, da če že en nanos na dan naredimo, smo naredili ful več kot večina. Da, ja, je pa tukaj potem še to pravilo oziroma nekako še eno dejstvo, ki mogoče spet uporabnike malo odvrne od uporabe zaščitnih krem, to je, da jih je treba reaplicirati.
Kaj pomeni, da je treba reaplicirati? Skratka, spet teorija pravi, pa strokovnjaki pravijo, ja, da bi zaščitne kreme morali reaplicirati na 2 uri. Jaz in mislim, da čisto vsi se zavedamo, da je to popolnoma nerealen standard in tudi popolnoma nerealno za nekega normalnega uporabnika. Če gremo v to, da rečemo, zdaj se bom pa res začel ščititi pred soncem, do zdaj se nisem, to je moja obljuba za leto 2023, da bom začel bolj konsistentno uporabljati zaščitno kremo in potem vidiš to, da moraš nanesti na 2 uri, jaz mislim, da se kar vsako obrne pa reče, ne, ni to zame. Jaz vedno tu rečem, da treba imeti nek realističen pristop, kaj pomeni reaplikacija. Reaplikacije so seveda potrebne, ko smo izpostavljeni ponovno UV sevanju. Reaplikacije so nujne na morju, v hribih, ko smo direktno izpostavljeni UV sevanju, torej na kakšnem sprehodu, pohodih in podobno. Tam je absolutno smiselno kremo reaplicirati tam na 2 do maksimalno 4 ure. Zakaj? Zato, ker ne mogoče toliko zato, ker zaščitna krema zgublja ta potencial zaščite, ampak ker se pač preprosto sname z kože. Mi že, ko make-up nanašamo, deloma snamemo eno plast zaščitne kreme, čez dan se seveda malo kože dotikamo, zaščitna krema malo migrira po koži, potimo se in jasno je, da se ta zaščitni film stanča in če gremo spet nazaj na tisto pravilno količino, samo tista ustrezna debelina filma nam zagotavlja v bistvu ustrezno zaščito, tako da tukaj gre enako potem pri reaplikacijah, da se toliko stanča ta zaščitni film, da je treba ga preprosto obnoviti. Tako da, ko smo v hribih, na morju, je potrebna reaplikacija, sploh recimo, ko gremo direktno na sonce. Takrat se res potrudimo, se verjetno tudi na morju ni tak problem, ker nimamo ličil, kar pomeni, da je lažje reaplicirati potem še enkrat neko isto količino zaščitne kreme ponovno čez tisto past, ki smo že imeli nanešeno. Ja, pridemo pa do tistega problema, ko pač je treba reaplikacijo narediti v nekih urbanih pogojih, ne? Torej, ko gremo iz službe, ko gremo po službi na sprehod, pa imamo še ličila. To uporabnicam predstavlja največji stres od vsega in jasno je, da ni fajn, da moraš reaplicirati zaščitno kremo čez narejen make-up, bog ne da moraš kam iti, ker je to pač ni ravno estetsko, ni ravno lepo, tako da tukaj pač se še mislim, da vsi malo lovimo in probamo najti neko ravnotežje. Kot rečeno, če mi gremo zjutraj v službo, nanesemo zaščitno kremo in gremo recimo ob 4-5 iz pisarne, je zaželjeno, da ko gremo iz pisarne, nanesemo ponovno neko plast zaščitne kreme. Zdaj, reaplikacijo lahko naredimo ne nujno samo z isto kremo, kot jo imamo za zjutraj, lahko si pomagamo z drugimi bolj elegantnimi rešitvami, kot so recimo zaščitni spreji ali pa stiki. Zato, ker s temi si lahko direktno čez make-up nanesemo, mogoče ne zmotimo toliko make-upa, kot če zdaj nanašamo neko gosto kremo ponovno čez ličila. Tudi, kot rečeno, spet ni nujno, da reapliciramo takoj, ko gremo v službe, če imamo neko krajšo poti službe ali pa vemo, da ne gremo direktno po soncu, je spet tukaj pač neko sprejemanje kompromisov. Zdaj, če pa vemo, da gremo popoldan na sprehod, pa kot si rekla s kolegico na kavo, pa vemo, da bomo na soncu, je pa potem takrat smiselno, da se ali reaplicira direktno čez make-up, ali pa da ko pridemo domov, pač preprosto odstranimo samo ličila z kože, dodamo eno zaščitno plast kreme, pa potem ponovno reapliciramo še make-up. Tako da je tukaj ful enih korakov, ki jih je treba narediti, ampak kot rečeno, jaz mislim, da treba začeti samo pri tem, da se navadimo v začetku enkrat na dan, 365 dni nanašati zaščitno kremo, pa seveda pač poleti poskrbeti za reaplikacije. Vse ostalo pa pride potem nekako spotoma z neko željo, s tem, da vidimo, koliko smo izpostavljeni individualno, ker mogoče se šele zavzamemo, koliko smo dejansko izpostavljeni v sevanju, šele potem, ko se začnemo redno ščititi, potem se šele zavzameš, v bistvu jaz pa kar nekaj časa sem na soncu, pa tu vmes migriram, pol ure na soncu, pa nisem zaščiten, recimo, ne, tako da pač tukaj potem vedno treba upoštevati neke individualne lastnosti, ker marsikdo potem samo zaradi tega pravila reaplikacij na 2 ure reče, ne, jaz pač sploh ne bom. Tako da start slow, to je pač res ena osnova, torej da sploh začne z uporabo zaščitne kreme. Če narediš ta korak, si že prvo malo zmago naredil, reaplikacije pridejo potem v bistvu v upoštev bolj ali manj samo v pomladno-poletnih mesecih, ko je višji UV indeks in to pomeni, da smo seveda, da imamo večjo potrebo po zaščiti. Koliko pa seveda nimajo te spreji za zaščito efektivni primerjavi s kremo ali pa kako je recimo razni te podlage, pudri, ki imajo SPF noter, koliko je to efektivno? Kar se tiče recimo sprejev pa stikov, ki jih lahko uporabljamo za reaplikacijo, jaz jih ne svetujem za prvi nanos, zato ker ne zagotavljajo dovolj dobre zaščite pred UV sevanjem.
ker ne moremo zmeriti, v kakšni količini jih mi sploh nanesemo. Sprej, ko pršimo, je jasno, da prši tako vse okoli, nimamo točno občutka, koliko pride na obraz, pa tudi kakšna debelina filma je na koncu. Tako da sprej so, kar se tega tiče, relativno nezanesljiva zaščita, ampak so pa super, če samo sprejem naredimo reaplikacijo, je absolutno boljše kot nič. Kar se stikov tiče, ponovno je problem, da ne moremo nanesti dovolj debele plasti. Ravno pred par tedni sem videla pri eni znanstvenici, da je delala test v bistvu z nekimi kalkulacijami, pa tudi z UV kamero, kolikokrat moraš SPF stik nanesti, zato da dosežeš ta zaščitni faktor, ki je naveden na embalaži, in ona izračunala v bistvu, da moraš 42-krat iti čez isto področje kože. Torej, 42-krat moraš iti čez čelo, da dosežeš recimo SPF 50, kar vsi vemo, da je popolnoma nerealno, ampak kot rečeno, če uporabljamo to za replikacijo, je super, zato ker vse malo obnovimo zaščitni faktor, kar je čisto dovolj za neko dnevno migracijo, recimo med službo pa domom, ali pa med domom pa pisarno, kakorkoli. Kar se tiče dekorativne kozmetike in zaščitnih faktorjev, tukaj pa ne. Tukaj bi lahko po mojem cel roman zdaj povedala. Gremo najprej spet k osnovam. Seveda, dekorativna kozmetika zdaj že skoraj vsa vsebuje neke UV filtre, torej zagotavlja neko zaščito, bodi se to SPF 15, bodi se to SPF 20, 30, 40, kakorkoli. Ampak ti izdelki samostojno ne morejo nadomestiti kreme z zaščitnim faktorjem in niso zadostna zaščita pred UV sevanjem. Zakaj? Spet pridemo do tistega prvega dela, najpomembnejšega pri UV zaščiti, da moramo nanesti pravilno količino. Če mi nanesemo BB kremo v eno pumpico, recimo, koliko je v bistvu realistično, zato da ne izgledamo kot klovn, imamo zaščitni faktor verjetno 5, pa to je zelo optimistična ocena, glede na proporcionalno, koliko bi v bistvu potrebovali nekega zaščitnega izdelka. Tako da tukaj je absolutno premala zaščita in pa premalo zanesljivo, da bi se pač zanašali samo na dekorativno kozmetiko. Tako da absolutno vedno dajte najprej kremo z zaščitnim faktorjem, pa potem še BB kremo, puder, kakorkoli. Ne more pa biti to v bistvu samostojna zaščita, ker nam daje nek lažen občutek zaščite pred UV sevanjem, kar je še slabše, ker se potem mogoče izpostavljamo UV sevanju in si mislimo, sej smo zaščiteni, v bistvu si pa delamo več škode kot koristi. Torej to plastenje, najprej sončna krema in potem neka podlaga z SPF-om je dobitna kombinacija. Ja, tako. Odlično, torej jaz sem dobitno kombinacijo danes na sebi. Ker so pri teh sončnih kremah, tudi velikokrat preberemo o filtrih. Kemični, mineralni, kaj je sploh razlika tukaj? Kaj je boljše? Jaz sem na strani kemičnih UV filtrov, samo zaradi tega, ker so bolj kozmetično elegantni. Če se vrnemo na 20-30 let nazaj, se mislim, da vsi spomnimo tistih zaščitnih krem, ki so bele fasade, ki jih ne moreš sprati z kože, po katerih si pač grozno masten. In ljudje še imajo vedno to percepcijo v zaščitnih kremah, čeprav je šel razvoj v kozmetični industriji naprej s svetlobno hitrostjo. V zadnjih letih smo dobili ogromno novih, ful zanesljivih zaščitnih filtrov, ki so zelo elegantni na področju kemičnih UV filtrov. Tako da dajmo najprej pogledati to, kaj sploh so, kateri so, in jaz mislim, da se bodo vsi uporabniki potem lažje odločili tudi za sebe. Organski oziroma kemični UV filtri so neke sintezne spojine, narejene v laboratoriju. Za te filtre je značilno, da zagotavljajo lahko zelo visoko zaščito v kombinacijah, če jih dobro pokombiniram, lahko dosegamo tudi zelo visoko UVA zaščito. Kar imajo prednost je, da se lahko bolje vkomponirajo v neke lažje formulacije. Kemični UV filtri so v splošnem bolj kozmetično elegantni, zato ker absorbirajo v bistvu celoten spekter UV sevanja, oziroma pač, ko smo mi izpostavljeni UV sevanju, kemični filtri absorbirajo te UV žarke in jih pretvorijo v toploto. In pri tem v bistvu ne odbijajo svetlobe, kar pomeni, da ne puščajo zaostanka beline na koži, kar je tisti prva kljukica, ki se jih večina želi izogniti. Drugo je to, da, kot rečeno, pač, lahko jih vkomponiramo v lažje formulacije, kar pomeni, da so zaščitne kreme s kemičnimi UV filtri bolj kozmetično elegantne, bolj nosljive, bolj lahkotne, lažje delamo z njimi, lažje se razmazujejo, lepše so mazljive. Skratka, to je ta druga kljukica, ki večino skrbi, torej, da bo krema težka, da bo mašila pore, da bo zapacala kožo.
Ja, tretja stvar je pa to, da pač res so ful zanesljivi pri zaščiti. Res lahko tukaj izbiramo tudi že med nekimi modernejšimi UV filtri, ki imajo tudi bistveno manjši potencial, recimo draženja kože, nekateri znajo, žal, kemični UV filtri razdražiti sploh kako alergijam, nagnjeno kožo ali pa atopijsko kožo, tako da tukaj imajo pač en ta bistven minus, da mogoče za nekoga, ki je zelo občutljiv, ki ima zelo razdraženo, poškodovano kožo, mogoče kemični filtri pač niso najboljša izbira. Mineralni oziroma fizikalni UV filtri so pa tisti, ki v bistvu imamo samo dva predstavnika, to je titanov dioksid in pa cinkov oksid. Gre za v bistvu spojine, ki so v obliki delcev, pač pridobivajo se lahko tudi naravno. In te spojine imajo pa eno težavo in to je, da seveda v bistvu absorbirajo, mislim, da več kot 90% pač UV žarkov, ampak en del ga pa tudi odbijajo. In to odbijanje, in ker so delci, pomeni, da reflektirajo, da ostane bel film na koži, da reflektirajo svetlobo in posledično ostane tak bela sled na koži, ne glede na naše prizadevanja in tudi ne glede na mogoče kako dobra formulacija je, vedno bo nekaj beline ostalo na koži pri mineralnih UV filtrih. Druga stvar je to, da je v bistvu formulacije z njimi so v osnovi teže, ker spet gre za delce in so formulacije v osnovi malenkost manj nosljive z tega vidika mastnosti pa tega občutka težine na koži. Tako da za tiste, ki še nikoli niso uporabljali zaščitnih krem, jaz mislim, da so kemični filtri absolutno prva izbira, zato ker se bo lažje z njimi spoznavati na dnevni ravni, lažje jih bo uporabljati, pa lažje bo tudi vzdrževati to, da jih pač uporabljamo na dnevni ravni. Mineralni UV filtri imajo pač to glavno prednost, da so primerni tudi za zelo občutljivo kožo, da ne dražijo oči, to je tudi ful pomembno, ker številni imajo težave s tem, da kemični UV filtri jim dražijo oči. Tukaj imamo številne rešitve za to, ampak ja, kot rečeno, pač mineralni filtri so tisti, ki ne dražijo oči in pa tudi ne kakšne zelo občutljive atopijske kože. Tako da tukaj imajo pač to absolutno prednost, mislim pa, da imajo dva velika minusa proti kemičnim, tako da jaz sem pač zato bolj na strani kemičnih. Ok, govorili smo tudi o nekih naših kiksih, ki smo jih delali, pa ne uporabljala sončne kreme, pa izpostavljene soncu. Kaj pa lahko v tem primeru ljudje, ki so se pred leti ali pa se še zdaj izpostavljajo soncu, naredijo za zaščito svoje kože oziroma kako lahko popravijo vse te stare kikse? Ja, tukaj je v bistvu težava, ker jih ne moremo. V bistvu naša koža si zelo zapomni vse naše grehe in nezaščitena izpostavljanja UV sevanju, tako da, kot sem rekla že v začetku, pač UV žarki delujejo v globih plasteh kože in ko tam pač prihaja do nekih poškodb, je to v bistvu nemogoče popraviti. Tako da prvi korak je, pa to jaz vedno pravim, nikoli ni prepozno, ker kdaj dobim tudi kakšne gospe na svetovanje v 50-ih, 60-ih, ko mi rečejo, jaz pa nikoli nisem uporabljala zaščitne kreme, se zame pa zagotovo prepozno in jaz vedno rečem, nikoli ni prepozno, še vedno lahko začneš v tem trenutku zdaj preprečevati poškodbe strani sonca in začeti pač delati na tem, da bo koža zdaj bolj zdrava in bolj lepa. Seveda zaščitna krema, če jo začnemo zdaj uporabljati, ne bo zbrisala vseh tistih starih grehov, bo pa pripomogla, da novih grehov oziroma nekih poškodb v koži več ne bo. Zdaj, kar se tiče nekih lepotnih popravkov, v smislu popravkov neke estetike, nekih poškodb na koži, ki so že izražene, torej gube, hiperpigmentacije, to lahko pač naslavljamo za uporabo nekih kozmetično aktivnih učinkovin, seveda ne, da bodo one to zbrisali, ker kozmetika ne briše gub in ne briše hiperpigmentacij in ne popravlja ne vem kakih večjih težav na koži. Lahko pa postopoma začne ponovno spostavljati to neko ravnovesje v koži, lahko izboljša teksturo kože, ampak ja, kot rečeno, prvi korak je to, da najprej začnemo uporabljati zaščitno kremo. In v ne vem koliko primerih se je zgodilo, da samo recimo punce, ki so začele uporabljati zaščitno kremo, so se potem javljale, wow, moja koža je ful boljša samo potem, ko sem uvedla ta korak. Ja, zaradi tega, ker dejansko se potem koža na dnevni ravni več ne rabi boriti proti vsemu temu stresu, ki se dogaja, proti radikalom, proti nekim poškodbam, vnetnim procesom, ampak dejansko lahko je in dela procese obnove, tudi ko smo mi izpostavljeni recimo zunaj ali pa pač ne, ker imamo zaščitno kremo in ona v bistvu preprečuje neke nadaljne poškodbe, koža ima pa potem čas biti lepa. Tukaj citiram Tiko, ker je takrat na El podcastu to odlično povedala, da pol koža ima čas biti lepa. In ja, absolutno jaz se tukaj strinjam, tako da ja, pač samo ta prvi korak je treba narediti, začeti uporabljati zaščitno kremo.
Za tiste stare poškodbe pa se potem treba obrniti na neke kozmetično aktivne učinkovine, kot so recimo retinoidi, kisline, vitamin C, v primeru nekih zelo vidnih poškodb pa potem bolj pač neke dermatološke tretmaje, ki pač segajo globje v kožo in lahko pomagajo nekako pri naslavljanju teh problematik. Jaz moram priznati, da še pred leto, 2, 3 nazaj nisem bila tako vestna, oziroma krema za obraz pri meni ni bila del vsakodnevne rutine, zdaj je. In sem bila zadnjič prav ponosna, šla sem na analizo kože in so mi izmerili vlažnost, gubice, rdečico, razne fotopoškodbe in razen vlažnosti, ki je grozna pri meni, očitno ne uporabljam dovolj krem, so bile pa gubice skoraj da neobstoječe, pa tudi fotopoškodb ni bilo, tako da sem zelo vesela, da kljub temu, da sem mogoče kakšen greh naredila v preteklosti, da sem zdaj s to vsakodnevno uporabo zavarovala svojo kožo. Ja, da si pač uspela malo zaustaviti ta proces v bistvu nadaljnih poškodb v koži. Dejstvo je, da tudi koža ima tam do zgodnjih 20 let zelo veliko sposobnost samoobnove. Tako da lahko malo zbriše stare grehe do neke mere, seveda, ampak absolutno pač največji korak si naredila verjetno s tem, da si jo začela ščititi, ker potem več ne prihaja več do vnetnih procesov v koži, ne prihaja več do razgradnje in se lahko pač koža bistveno lepše potem obnavlja tudi z uporabo druge neke kozmetike. No, tako da ja, je pa res pač, da tudi neko nezaščiteno izpostavljanje tudi v zgodnjih letih, tudi že v otroštvu lahko ful poveča tveganje za nastanek kožnega raka, tako da tukaj pač polagam na starše, da probajo pač otroke čim bolj zaščititi pred UV-sevanjem oziroma pred tem, da bi jih dejansko upeklo na soncu. Se mi, da starši so kar vesi, tudi jaz se spomnim, da mene mami je vedno mazala, celo me je pošpricala, razmazala, ampak nas se pozabljajo, ne? Ja, to je pa res, ja. V bistvu za otroka poskrbiš v polni zaščitni opremi, ja, nas se pa kar pozabiš, ja, tako da tudi na starše apeliram, da zase tudi poskrbijo, tudi za moške, ker moški se mi zdi, da tukaj se pa kar izogibajo temu segmentu sploh nege kože, kaj šele pač dnevne uporabe kreme zaščitne faktorje. Ja, to sem opazila, moški pa kreme, ena brisačka za vse. Pa en šampon za avto, za lase, za obraz. Točno to. Ok, kaj pa ti uporabljaš na dnevni ravni? Kaj je tista SPF zaščita, ki je pri tebi go-to? Ja, moj go-to je tako SPF 50+, torej vsak dan. Je res, da moje delo je tako, da res testiram malo more izdelkov, tako da bom rekla, da skoraj vsak dan je nekaj drugega na urniku, ampak potem se seveda vedno vračam k tistim mojim stalnim favoritom in eden izmed teh je recimo Relastil. Jaz sem Relastil spoznala eno izmed prvih, ko so prišli v Slovenijo in to si vštejem v veliko čast, ker so res da doživeli eno veliko prepoznavnost, na kar sem ful ponosna, ker imajo res odlične izdelke in ravno eden izmed mojih prvi favorit pri Relastilu je bila Age Repair zaščitna krema, ki je zdaj dobila tudi Cosmo Beauty Award. Tako je, so zmagovalec letošnje edicije Cosmo Beauty Awardsov v kategoriji nega kože SPF. Tako da tisti, ki naju tudi gledate nekje v ozadju na dveh, lahko vidite. Torej Relastil Age Repair SPF 50+. To je tvoj favorit. Ja, mislim, jaz imam pri Relastilu več favoritov. Seveda pač to je še ena stvar, ki sem jo mogoče prej pozabila omeniti, da potrebe kože se spreminjajo in da pač najti pravo zaščitno kremo ni tako ful lahko, kot se mi zdaj pogovarjamo tu. Pač, neke znanstvene stvari se da razložiti na nek mogoče razumljiv način, ampak potem, ko pa daš to v prakso in začneš iskati neko kvalitetno zaščitno kremo, ki tvoje kože ustreza, ki se dobro ujame s tvojo nego spodaj, pa ki se dobro ujame z ličili, pa ki te dovolj ustrezno zaščiti, ja, tukaj je pa kar pač ena mala loterija in mislim, da tukaj se mora vsak uporabnik malo pripraviti na to, da bo nekaj raziskovanja, da bo nekaj zgrešenih testiranj, ampak jaz verjamem, da je vredno raziskovati, da prideš do tiste prave zaščitne kreme. Je pa tudi res, da se pač koža tekom let, pa tudi tekom sezon nekako spreminja in je treba to tudi upoštevati pri izbiri zaščitne kreme. Zato imam jaz v bistvu pri Relastilu dva favorita. Ena je Age Repair, ki se mi zdi res taka zelo univerzalna za vse, ki mogoče iščete prvo zaščitno kremo, pa ne veste, kje začeti. Ker je pač
poplave izdelkov na tržišču. Age Repair je res ena taka univerzalna, vlažilna, lahkotna zaščitna krema, ki ima en tak univerzalen set in finish in se mi zdi, da se bo dobro ujela dejansko z večino tipov kože, mogoče ne z mešano oziroma zelo masno kožo, tam bo bolj prišla v poštev moja druga favoritka, to je Water Touch Fluid. Water Touch Fluid je pa v bistvu zaščitni fluid, ki je res zelo lahek, ampak hkrati pač matira kožo. Age Repair ima to, da je bolj vlažilna, medtem ko Water Touch Fluid je tista, ki bolj matira, tako da jaz jo imam zelo rada recimo v poletnih mesecih, ko se koža itak naravno malenkost bolj masti. Age Repair je pa super recimo tam za jesensko-zimske mesece, ko je koža nasplošno malo bolj suha in rabi več nege. S tem se ful strinjam, da je treba raziskovati, najti svoja ta prava, čeprav si mi zdi, da velikrat prehitro upamo. Ta je mi naredila mazolčke, ta je premastna, potem sem bil, tako da tudi jaz sem ugotovila, da je fajn malo potestirati. Se mi zdi, da mi dve obedve zelo veliko testiramo te novosti, tako da si štejem to eno veliko prednost, da imam to možnost, no? Ampak tudi jaz prav danes nosim Age Repair in moram priznati, da mi je zelo všeč. Super glow kože imaš, no, tako da se res pozna, jaz tudi drugače, tako da jaz sem rekla, evo danes, če že snemamo ta podcast, je prav, da imam jaz tudi Age Repair, tako da ja. Izgleda krasno. Se mi zdi, da se tudi lepo obnese pod ličili. Super, ja. Sem ugotovila, da se mi veliko krem začne svalkati ali pa da se mi tako malo zoprno nabira v gubicah, tako da tale je zaenkrat zelo petavna. Je pa tudi mogoče pač treba to uporabnikom povedati, da ja, seveda, ne, ko pri nekomu vidimo neko oceno zaščitne kreme, pa je nekomu všeč, ni nujno, da bo tudi nam. Lahko nam zgleda, da imamo zelo podobno kožo temu vplivnežu ali pa komorkoli, ki je to zaščitno kremo ocenil, ampak vedno se pač potrebno zavedati, da vsaka koža se individualno odzove na izdelke. Vi imate svojo rutino, ki bo na svoj način odreagirala s to zaščitno kremo, tako da tukaj so vedno neki plusi in minusi, ki jih je pač treba upoštevati. Zato jaz vedno, ko se lotevam ocen zaščitnih krem, vedno res se potrudim, da jo opišem v neke specifike, da vedno dam pluse, minuse, da se uporabniki zavedajo, da pač nobena zaščitna krema ni popolna in da tudi nobena zaščitna krema ne ščiti 100% pred UV sevanjem, to tudi treba vedeti, ne, da pač maksimalna zaščita je tam 98% pred UV sevanjem, pa še to, če uporabljamo SPF 50+. Tako da ja, je treba pač imeti, tako kot si rekla, neka realna pričakovanja, pa tudi ne prehitro obupati, zato ker ja, lahko je nekomu idealna zaščitna krema, nam bo pacala pore, nam se bo svalkala z obraza, tako da tudi recimo za Age Repair je ogromno pozitivnega feedbacka, ampak se pa tudi nekaterim recimo svalka, tako da spet individualno pogojene neke specifike kože, no. Pač vplivajo na končno obnašanje zaščitne kreme na koži. Odlično, danes smo izvedeli, ali pa naši gledalci, poslušalci so izvedeli ogromno enih stvari. Mogoče za konec poveš ene svoje 3 nasvete za nego kože, mogoče ne nujno samo pred soncem, ampak tiste neka znanja oziroma napotke, ki bi želela predati tudi Kozmo poslušalkam. Prvi je v bistvu še povezan z zaščito pred UV sevanjem, kar si se ravno ti prej navezala, da ko uporabljaš zaščitno kremo, jo zelo hitro porineš na stran in rečeš, meni imaš pore. Zakaj ti imaš pore? Zato, ker je neustrezno odstranjuješ v večernem času. To je en ključ v večerni rutini, to je metoda dvojnega čiščenja, s katero dejansko odstranimo in ličila in zaščitne kreme najbolj efektivno. V eni študiji, ki je bila zelo zanimiva, jaz zelo podpiram, da še več takšnih nastane, so v bistvu testirali kako učinkovito določene vrste čistil odstranijo vodoodporne pa ne vodoodporne zaščitne kreme. Zdaj, večina zaščitnih krem je zdaj že vodoodpornih, tako da tukaj bomo pogledali samo ta segment. Ugotovili so, da se z vodo skoraj nič, ne odstranimo skoraj nič zaščitne kreme. Z čistilnim gelom na vodni osnovi ali pa čistilno peno odstranimo minimalno zaščitne kreme, kar pomeni, da to vse ostane na koži in ima potencial, da se nabira in pol zamaši pore in potem rečemo, ta zaščitna krema mi maši pore. Ugotovili so, da je najbolj efektivna metoda za odstranjevanje ličil in pa hkrati tudi vodoodpornih zaščitnih krem uporaba metode dvojnega čiščenja, kar pomeni, da v prvi fazi uporabimo čistilo na
oljni osnovi, potem pa v bistvu čistilo na oljni osnovi vedno masiramo v suho kožo, ker to doskrat pozabljamo, da je zelo pomembno, ker drugače bomo ga že emulgirali, še preden bo odstranilo nečistoče. Speremo z vodo in pa nadaljujemo z nekim čistilnim gelom ali s peno, s katero odstranimo še ostanke oljnega čistila in pa kakršnekoli ostanke, recimo zaščitne kreme, in to speremo in koža je clean. Večina uporabnic recimo potem reče, ja, ne vem, 2-krat čistim recimo s čistilnim gelom, ker se mi zdi, da je koža nečista. Ja, zato je ravno potrebno uvesti neko kvalitetno metodo čiščenja, zato da se te zaščitne kreme tudi odstranijo in s tem potem preprečimo dodatno neko mašenje pora pa nastajanje mozolčkov na vse zadnje. En intermed so tukaj lih pri čiščenju. Koliko so pa efektivno razne te napravice za čiščenje kože, sploh pri čiščenju sončnih krem z obraza? Mislim, napravice so absolutno učinkovite, ker delujejo v bistvu na način fizikalne eksfoliacije, kar pomeni, da dejansko fizično odstranjujejo neke nečistoče in pa tudi odmrle kožne celice. Je pa res, da vsakodnevna uporaba tovrstnih napravic ni najbolj idealna, ker tudi koža ne potrebuje toliko eksfoliacije. Večina uporabnikov z eksfoliacijo pretirava in posledično to lahko vodi recimo v občutljivost kože, poškodbo kožne bariere, tako da jaz svetujem, da se bolj držimo metode dvojnega čiščenja. Te napravice pa so lahko recimo v pomoč tam 2 do 3 krat tedensko, zato da malo bolj globinsko čistimo kožo, jih pa moramo potem seveda uporabljati v drugi fazi čiščenja, torej za čistilom na vodni osnovi, zato da ne tistega oljnega čistila še ne masiramo v bistvu bolj globoko v kožo, kar bi lahko potencialno vodilo v dodatno mašenje por. In zdaj se vrnemo na tvojo tretjo točko, oziroma tretji nasvet, ki sem te zmotila. Drugi. Drugi. Prvega smo šla šele. Wow, ok, to zdaj moram prav razmisliti. Ja, kar je pomembno, druga stvar, ki je pomembna pri negi kože na splošno, je, ok, zdaj smo itak cel podcast v bistvu namenili zaščiti pred soncem, ampak kar je pomembno, ko se lotevamo nege kože, jaz vem, da je lahko strašljivo pa grozno, koliko je informacij, koliko je izdelkov. Večina uporabnikov pa reče, jaz nočem sploh začeti, ker je sam preveč dela. Kar je pomembno, je, da spostavimo 3 osnovne korake v negi in s tem v bistvu pokrijemo 80% potreb kože. Torej, da spostavimo ustrezno čiščenje zvečer, po potrebi čistimo tudi zjutraj, da navlažimo kožo, torej da uporabljamo neko nevtralno vlažilno kremo, ki naši koži ustreza, in pa da se vsakodnevno ščitimo pred UV-sevanjem. Če imamo te 3 korake, smo zmagali v rutini, vse ostalo je pač neka nadgradnja, ampak tudi ni nujna za vse. Tako da ja, večina uporabnikov potem misli, nujno moram upgradeati rutino, nujno moram dodati neke aktivne učinkovine, ampak to ni nujno res. Ne rabijo vsi aktivnih učinkovin, če si ne želimo nekega specifičnega naslavljanja določenih kožnih problematik, to dejansko ni nujno. Tukaj bom spet uskočila, ker se spomnim, da par let nazaj je bilo ful popularno imeti ne vem koliko korakov v svoji rutini kože. Še zdaj je. Se mi zdi, da to vpliv verjetno korejske kozmetike. In tudi jaz sem takrat mislila, da moram pa zdaj imeti v svoji rutini vse živo. Pa sem pa ugotovila, da to moji koži ne ustreza. Zdaj imam res zelo okrnjeno čiščenje, vlaženje, SPF in se mi zdi, da se najbolj obnese. Mogoče na momente, na kakšen dan si zaželim, če imam malo več težav z rdečico, kakšno malo bolj aktivno sestavino, mogoče kakšen retinol, ampak drugače pa 3-4 produkti in je to. Ja, to si super rekla, tudi ta pretiravanje nikoli ni dobro. Ne? Kar uporabniki potem gremo iz tega, da nič ne uporabljamo, v to, da preskočimo itak osnove, ampak gremo sam na tisto aktivno nego in pol se kar naenkrat znajdemo v rutini z 10-15 izdelki in kam zdaj dati tega, pa kam zdaj dati tistega in probamo to pokombinirati, čeprav v bistvu te stvari pač ni idealno kombinirati, ne? Oziroma niso vedno idealne za kombinacijo. Kot rečeno, ja, najprej osnove, najprej ti 3 osnovni koraki, potem pa, če si želimo več, lahko dodamo več. Absolutno nič ni s tem narobe, ampak je fajn, da se pač pri tem ustrezno informiramo in to je mogoče moj tretji nasvet, da dajmo se preden se lotimo neke rutine nege kože, preden se lotimo uvajanja nekih aktivnih učinkovin ali pa kupovanja nekih izdelkov, ki jih nekdo priporoča ali pa na kakšni skupini se priporočajo, dajmo se najprej informirati, kaj sploh kupujemo in pa zakaj sploh mi to želimo uporabljati. Če nekoga vprašaš, zakaj uporabljaš to aktivno učinkovino, ja, ne vem, nekje sem prebral, da je dobra ali pa ne, nekje sem prebral, da kao posvetljuje kožo.
Vse je super, ampak vedno je fajn, da se vprašamo, s kakšnim namenom mi sploh uporabljamo nek izdelek, kaj si želimo z njim doseči, ker če ne odgovorimo na te dve vprašanje, je ta izdelek zelo verjetno za brez veze v naši rutini. In s tem, ko si odgovorimo na te dve vprašanje, zakaj si jaz v bistvu želim ta izdelek dodati, oziroma aktivno učinkovino ali pa pač neko neutralen izdelek, kakorkoli, dodati v rutino, kaj si jaz želim z njim doseči, če imamo te dve vprašanje, lahko potem gremo naprej v sklopu raziskovanja. To so izdelki s to aktivno učinkovino, takšne so ocene, tega bom zbral, zdaj se pa informiram še, na kak način moram to uporabljati. Zato je vedno fajn tudi, da sledimo nekako profilom, ki imajo neke kredibilne, pa tudi na vse zadnje strokovno podprte informacije, ker na internetu je brezno dezinformacij in kot nek laik navigirati se med dezinformacijami in pravilnimi informacijami je v bistvu zelo težko. Včasih še kot strokovnjak, ko prebereš kako informacijo, ki se na koncu izkaže za dezinformacijo, kar pomisliš, wow, a je to res, ampak ne, kot laik pa nimaš te kapacitete za oceno in jasno je, da pač verjameš nekako večinskemu mnenju ali pa nekemu najbolj udarnemu naslovu v medijih. Tako da ja, vedno je tukaj treba potem iskati informacije pri nekih strokovnjakih, ki na vse zadnje vejo, kaj delajo oziroma vejo, kaj so njihovi viri in pa lahko tudi nekako vsebine podprejo s temi strokovnimi znanstvenimi viri. Tajka, najlepša hvala za vse te izčrpne informacije. Jaz si zelo želim, da so bralke, poslušalke, gledalke, tudi gledalci upam in poslušalci odnesli čim več od tega in da bodo vestno uporabljali zaščitne kreme in da bodo tudi oni lahko na koncu rekli, ko se bodo pogledali v gledalo, živjo, lepa koža. Hvala ti, da si bila moja prva gostja in vsem pa apeliram, da si Tajko pofollowate na kozmetok.si in tudi vi spremete oziroma spremljate njene nasvete za še lepšo kožo. Pa spremete izziv vsakodnevne uporabe zaščitne kreme. Tako. Hvala ti in upam, da se kmalu spet ujameva. Hvala tebi, Nataša. Adijo.